Ranja Gospodov znani Mariji, in spočivanje Svetega Duha. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Miljenka sem Gospodova, zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Beseda je visoko postala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Prosi za nas, Sveta Božja porodnica, molimo nebeški Oče, po angelu se nam oznanil, če naročenje Kristusa svojega Sina, poslučil in podpira nas svojo milostjo in nas poderoval trpljenje in križ in pripelje k slavi stojenja po Kristusu našem Gospodu. Bratje in sestre, prav je, da začenjate vaše rode na tem svetem kraju pred Jezusom. Upamo, da bodo ure, ki jih boste preživeli skupaj, za vas prijetne in duhovno bogate. Blagoslov, ki ga boste prijeli, naj vas utrdi v veri, da je Bog z vami in da spremlja vaše življenjsko romanje in vaša življenjska pota. Najprej pa prisluhnimo Božji besedi. Berilo iz prve Mojzesove knjige. Gospod je rekel Abramu: pojdi iz svoje dežele in svoje domovine in iz hiše svojega očeta deželo, ki ti jo pokažem. Iz tebe bom naredil velik narod, blagoslovil te bom in naredil tvoje ime veliko, da bo blagoslovil. Blagoslavil bom tiste, ki bodo tebe blagoslavljali, in preklel tiste, ki bodo tebe preklinjali. In s tabo se bodo blagoslavljali vsi rodovi zemlje. Abram je šel, kakor mu je Gospod naročil, in Lot je šel z njim. Takrat, ko je odšel iz Harana, je Abram vzel samo ženo Saraja, bratovega sina Lota, in vse premoženje, ki ste ga zbrali, in vse ljudi, ki se jih bila pridobila v Haranu. Odšli so in se napotili proti kananski deželi. Ko so prišli v kanansko deželo, je Abram prehodil deželo od kraja Sihema do Morejevega krasa. Gospod se je prikazal Abramu in rekel: tvojim potomcem bom dal to deželo. Tam je Abram postavil oltar Gospodu, ki se mu je prikazal. Od tam je šel naprej in vzhodno pogorje do Betela in se ušotoril, tako da je bil Betel proti zahodu, Aj pa na vzhodni strani. Tam je postavil oltar Gospodu in klical Gospodovo ime. Potem je Abram spet odrinil in tako potoval proti Negevu. Poslušali smo Božjo besedo. V Gospodovo hišo pojdemo veseli. Veselil sem se, ko so mi rekli: v Gospodovo hišo pojdemo veseli. Že stoji naše noge med tvojimi vrati Jeruzalem. Jeruzalem, ki je zidan kot mesto, vse trdno sklenjeno v sebi. Tja hodijo Gospodovi rodovi, kakor določa Izraelova postava. Tja hodijo rodovi slavili Gospodovo ime. Tam so postavljeni sodni stoli, stoli Davidove hiše. Prosimo Gospoda, ki spremlja in vodi naše korake, in recimo: Gospod, utrdi našo vero. Gospod, utrdi našo vero. Gospod naj bo z vami na vašem romanju svetemu Pavlu, da srečno prispete na cilj in svetovnih blagoslova in zdravi vrnete. Gospod, utrdi našo vero. Utrdi
vas v medsebojni ljubezni, živi veri in neomajnem upanju. Gospod, utrdi našo vero. Pomagaj vsem, ki te dni, Gospod, odhajajo na pot ali se z nje vračajo. Gospod, utrdi našo vero. Usmili se vsem, ki umirajo v nesrečah. Gospod, utrdi našo vero. Gospod, v svoj prostor trajnega miru in večne sreče, sprejmi pokojnega Staneta, ki je bil pobudnik tega romanja in mu čim prej nakloni radost tvojega večnega pogleda. Gospod, utrdi našo vero. Pa vas molimo zanj za njegov pokoj in za vašo voljo, Gospodovo molitev. Oče naš, ki si na nebesih, posvečeno v tvoje ime, pridi nam tvoje kraljestvo, slava se tvoja volja, kako na nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, Kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Molimo vsemogočni Bog svojega služabnika Abrahama, si poklical na pot v neznano in ga varoval na vsakem koraku. Izvoljeno ljudstvo si po Mojzesu več let varno vodil v obljubljeno deželo. Modrim z vzhoda si po zvezdi kazal pot k Kristusu in jih privedel na cilj. Prosimo te, da na priprošnjo svetega Pavla blagosloviš te romanje. Spremljaj jih na poti na vrhnikov svetemu Pavlu, poveži jih med seboj, pomnoži jim vero, utrdi upanje in vžgi ljubezen. Varuj jih vseh nevarnosti in nesreč, srečno jih pripelji na cilj njihovega romanja in daj, da se bodo duhovno okrepljeni vrnili na svoje domove. Pomagaj jim, da bodo nekoč varno prispeli do cilja svojega zemeljskega romanja in dosegli večno srečo po Kristusu našemu Gospodu. Amen. Naj bo to romanje morda tudi v spomin na pokojnega Staneta in naj bodo vsi koraki, ki jih boste morda namenjali tudi za njegovo čimprejšnje uživanje sreče v večnosti. Pa prejmimo še Božji blagoslov. Gospod z vami, blagoslovi naj vas vsemogočni Gospod in varuje, razjasne, naj svoj obraz nad vami in vam bodi milostiv, obrne svoj obliček vam in vam da svoj mir. Amen. Tole vam na priprošnjo svetega Pavla podelil vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. To pa zdaj dobesedno pojdite v miru.